Petra, dobrodošla v ljubljanskem krožnem abonmaju in pozdrav tudi vsem, ki ste se nam danes pridružili. Petra Marinko nas bo popeljala v en zelo zanimiv svet. Njena, kako bi rekli, ne zgodovina, ampak osnova je v bistvu arhitektura in kot diplomirana arhitektka ima znanja o tem, kako sploh gledati na prostor, kako sistemsko razmišljati, kako povezovati stvari, ki se nam mogoče ne zdijo na prvi pogled, da so povezljive, ne? Potem je na svoje poti vstopila v svet podjetništva z blagovnima znamkama, dvema, če sem prav razumela. Jih je bilo še več. A še več? Ja, no, nam boš tudi to povedala, ampak in vezano na netoksično kozmetiko in na materiale, a ne? Zdaj si pa dejansko vpeta v eno zelo pionirsko vlogo, a ne, kako netoksične materiale vpeljevati v vsakdanje življenje. Od bivanjskega okolja do tega, kaj damo nase, v smislu in tekstilov in kozmetike, do tega, kje sploh se ozreti, da najdemo take materiale, ker pogosto se celo zavedamo, da nekaj ni okej, ampak ne vemo, kje iskati alternative. Tako da zelo pester nabor vseh znanj, vedenj in raziskovanj in še The New Bauhaus European, a ne, spet eno, lahko rečemo, ne samo projekt, ampak kar gibanje evropsko, v katerem se pa spet spaja, ne, na eni strani estetika, da so stvari lahko lepe in je prav, da so lepe, na drugi uporabna vrednost, na tretji zdravje. Tako da vse to povezuješ in nam danes prinašaš in res hvala, da si z nami. Hvala za povabilo. Z veseljem sem tle. Tako da bomo kar počasi odstirali vse te plasti, pa mogoče res začneva najprej s to tvojo osebno potjo, ki je zelo zanimiva, pa verjetno še komu za navdih, kako si raziskovala iz te neke svoje primarne vloge naprej. Ja, začela sem kot arhitektka. Oče je bil tudi arhitekt in me je navdušil nad arhitekturo. Zelo veliko sem imela stika s tem, velikokrat bila zraven pri kakih projektih, kot majhna punčka videla, kaj se je delalo in tako. In sem šla študirati arhitekturo, ki je bila zame en tak res lep študij, ker mi je puščala toliko odprtih možnosti, da se ni bilo treba profilirati za eno delovno mesto, ampak res meni osebno se je zdelo, da je pač to odpira ogromno enih možnosti. In sem z arhitekturo bila zadovoljna, delala to. Pol sem pa po nekem zelo čudnem naključju padla v svet najprej kozmetike in sem čisto z navdušenjem nad konopljo začela ustvarjati v bistvu izdelke z industrijsko konopljo. Tudi eno od učinkovin je bila industrijska konoplja in nadaljevala pol s tem, da smo dodajali druge botanične ekstrakte, razvijali zadeve naprej, izdelke, linije in tako. Ko sem prišla v ta svet, se je pa v bistvu začela ta toksičnost me začela motiti, ker do takrat, bom rekla, nisem bila niti izobražena o teh stvareh. Takrat me je pa presenetilo in pretreslo in po vseh medicinskih konferencah, ko smo se pogovarjali, ali pa, ne vem, farmacevtskih dogodkih, ko smo se družili, ali pa kozmetičnih, ali pa takih, je bilo vedno govora o sestavinah in o stvareh, o kemikalijah, ki so mi bile pa tako, ne, a je to res treba, ne? In sem si takrat za cilj v bistvu zadala, ko sem pač izvedela, da sama doma uporabljam ogromno enih stvari, pri 3 otrocih, da ritke brišemo in mažemo z nečem, kar res ni za na kožo, ne, sploh pa ne otroško. Sem si zadala takrat, da pač mi tega ne bomo. Zdaj je bilo, bom rekla, skoraj utopično, ampak nam je uspelo. Nam je uspelo. Sem še poslušala zelo dolgo, zakaj pa ne bi samo tole dodala, ne, pa bi podaljšala rok uporabe, pa ogromno enih takih stvari je bilo izzivov, no, bom rekla, zelo veliko izzivov. Ampak je to uspelo, no, in se mi zdi, da smo predstavili zelo lepo linijo, Nabi so izdelki, Cannabis, Cannabi, Nabi. Nabi se še prodaja, delamo večinoma business to business še,
tako, naredili smo eno lepo zgodbo. In če te tle kar ustavim, ker mi smo se tudi skozi to, jaz moram reči, da sem imela to čast in priložnost, sem res preizkusila te tvoje izdelke, pa tudi zelo si me navdušila z embalažo. Ne. Se pravi, tle se že vidi ta tvoj pristop. Ne. Če nam poveš mogoče res o teh izdelkih na osnovi konoplje, ampak tako se zdijo preprosti, a ne? So pa kozmetični izdelki, s katerimi se lahko dejansko negujemo od obraza do telesa. Ne? Kako si tle že ugotovila, česa ne rabimo, ne? Pa so polne police tega in kaj je tisto, kar pa je dobro za nas? Jaz sem pri tem snovanju uporabljala ta svoj arhitekturni pristop in sem pač res si želela, imela sem veliko srečo, da sem imela v krogu prijateljev že strokovnjake, ki so stvari poznali in so me lažje tudi usmerjali, kam se obrniti in tako. In smo šli na eliminacijo. Se pravi, na odstranjevanje vsega tistega in zelo z veseljem smo vedno povedali, da smo se očistili vsega odvečnega. Ne? To je velikrat več vredno, kakor dodajanje. No? In se mi zdi, da smo v bistvu, potem, ko smo to naredili, smo pa v bistvu dodajali tiste učinkovine, ki so bile take, da smo jih želeli noter. Ne? Se pravi, nekaj, kar bo pa prineslo efekt, kar bo prineslo neke take stvari. Ne vem, naredili smo recimo en izdelek za limfni sistem, ker naš telo dela sam detoks in ne rab lahko ga malo spodbudimo. Ne? In smo pač naredili en izdelek, ki ima noter 16 različnih botaničnih ekstraktov, ki že vsak zase spodbuja. Ne? In je to nek koktejl, ki je preverjeno varen, ne? Ker te stvari treba upoštevati. In ne povzroča nekih v kombinacijah tudi ni toksičen ali nekih negativnih vplivov in na tak način smo se lotili. No. Je pa ta izkušnja bila res zanimiva in me tako, bom rekla, formirala tudi, da smo pol kasneje, ko smo naredili Minka, recimo so bili prehranska dopolnila v obliki gumijastih bombončkov, smo z istimi pristopi šli. Se pravi, spet bomo delali netoksično, pa s čim manj. Ne? Se pravi, bomo vzeli sladkor, ker sladkor je po mojem mnenju še vedno manj škodljiv kot vsa sladila, ki so spet lahko nevarna. Ne? Problem je za tiste, ki so pač diabetiki, tako da smo tudi naredili eno varianto brez, ampak in bomo temu dodajali sestavine, ki pa lahko imajo učinek. In velikokrat v sestavinah, v izdelkih so stvari, ki so tam samo zato, da so izdelki dlje na polici. In zdaj, če bi nam tako praktično rekla, prej si rekla, si mama tudi 3 otrok, kaj je tisto, čemur naj se izognemo, če smo zdaj pri tej kozmetični fazi, recimo? Kaj je tisto, kar res nam ni treba, da uporabimo? Ja, jaz bom tako iskreno bom povedala, da imam jaz ogromne težave. Recimo, ko grem, iskati neko zadevo, ki jo mi nimamo v svojem asortimanu, z Milom je bilo recimo primer, zelo težko poiščeš, no? Ker je ogromno enih sestavin, ki če veš za njih, da so škodljive, pod drugimi imeni se uporabljajo. Ne? To je res z lupo in z ogromno znanja. Ampak prva, recimo, ki bi jo jaz eliminirala ven, so SLS, SLS, to so sulfati, ki so v vseh milih, v šamponih, v takih stvarih. Vseh? V glavnini? Ja. Zelo težko, no, z lupo. Se pravi, SLS? Ja, ko si najdeš blagovno znamko, jo vzameš in tega kupujemo. Potem recimo, ne vem, v izdelkih so, ne vem, formaldehidi, so ftalati, pod različnimi imeni skriti, ne vem, toluen recimo, petrokemikali ogromno enih stvari, no. Prej si omenila recimo embalažo, pri embalaži smo isto šli na ta eliminacijo, ne, se pravi, v osnovi že v to, da imamo čim manj stika s plastiko, ne, in zaradi prehajanja PFAS, vse te BPA-ji, vse tiste končnice, buzzwordi, ki jih imamo, ne, vse to ni fajn, ne, in ko to pride v stik s izdelkom, prehaja v izdelek, ne, in to je blazno težko, ne, in recimo ene pumpice za losjon ne dobiš drugačne kot plastične, ne. Zato smo kasneje pol razvili, pa smo šli v tube, ki so imele preverjen, spet je treba paziti, aluminij je spet lahko prehaja, ne, ampak je imel preverjen, smo zelo pazili na to, kakšen premas je od znotraj, da spet premas ne bo škodljiv, ker so to never ending stories.
Ampak kje se naj, recimo, navadni občani in občanke izobrazimo o tem? Ne, preden gremo v trgovino, kjer bomo zdaj kupili naslednje stvari, ki sodijo v našo omarico. Zelo je težko. No. Mi smo sicer naredili eno listo 10 tistih stvari, ki so pa najbolj pogoste in je najlažji se jih Kje to najdemo? Na spletni strani www.nabi.si. Okay. Je pod nasveti imamo take liste. Imamo v Sloveniji zelo razne blogerje, imamo čas, da je z nami, ki delajo na tem in osveščajo v teh stvarih. Drugače pa so te informacije, bom rekla, zelo prikrite in namensko prikrite. Namensko prikrite, to je neka pismenost, tako. Ki bi v osnovni šoli mislil, da bi bilo fino, da se naučimo česa, absolutno ne. Mislim, vsemu se ne moramo izogniti. Ja, tako da naslednja, mogoče, če nadaljujem bolj zgodnjo, naprej, nas je iz te kozmetične, smo šli v tekstil, ker smo razvili eno linijo za hotele in smo v bistvu videli, da v hotelu, kjer plačaš 500 evrov za sobo ali pa 1000 evrov, nekdo, ki to plača, zahteva nek standard. In v velikih teh hotelih imaš izdelke z vsemi temi sestavinami. Ja, posebej, če malo dvigneš rjuho, kaj je še na jogi. Tako. In hoteli so zelo, bom rekla, tudi okoljsko so zelo problematični, zaradi tega, ker so vsa sredstva morajo biti tretirana z zaviralci ognja, ki so glavni onesnaževalci notranjega zraka. Vse to se nabira na prah, gre v nas in tako naprej. Ampak iz tega problema smo v bistvu iskali rešitev tudi za tekstil. In smo pol prišli smo imeli res tudi spet blazno srečo, da smo prišli v Indiji do tovarne, kjer lahko zbiramo do nitke, s katero je narejen nek tekstil, s katerega se potem naredi, kar v bistvu si želimo. Tako da je že sama struktura, source, s kje to pride, lahko mi definiramo. Ampak to je zelo zanimivo zdaj, ker smo ravno tukaj v Ljubljani, ki je tudi ena zelo turistična in zelena prestolnica in z veliko ponudniki. A spet moje vprašanje, ali ponudniki sploh vedo, da lahko dostopajo do tovrstnih materialov? Ali recimo ljubljanski hoteli so se obrnili po take rešitve? Ne, večinoma igra vlogo cena. Pri hotelih je toliko in toliko evrov na noč, na osebo je ta glavna stvar. Naš cilj niti ni bil, bom rekla, masa, zaradi tega, ker masa ne bo tega še ponotranila, še ni toliko to. So pa recimo različni hoteli, tudi višje velike verige hotelov se pa zelo nagibajo, zdaj vsi so eko, bio. In tam je tudi ta, bom rekla, en tak competition, da so malo posebni. Kaj pa recimo za naše domove, se pravi, če smo pri posteljnini, ker vemo, kako je spanje pomembno, ležišče in posteljnina. Ali lahko mi spet najdemo kaj, ker bi bilo netoksično? V prvi vrsti bi jaz gledala za ekobombaž, ki je vsaj neki, ali pa lan, ali pa konoplja. Mi smo naredili konoplo pa bombaž, recimo, ali pa konoplo pa bambus, ki je tudi krasen, ker bambus ne potrebuje nekih tretiranj dodatnih za antibakterijsko, ki je zdaj zelo popularno. Prvi nasvet bi bil moj spalnica. No, da pa biti zdaj pa malo v spalnici. Mogoče, če se zdaj gremo pa v tisto konkretno spalnico, pa spet odpotovali nazaj, ker smo ravno prišli do tega. Mogoče še povem, zakaj zdaj ta preobrat nazaj v prostore, ker z vsemi temi izdelki smo sicer pomagali, ampak glavni problem še vedno ostaja. In mi smo doma velikokrat zastrupljeni, pa se tega sploh ne zavedamo. In tukaj je bil pa tisti, ki sem je pa zdaj, mogoče pa zdaj korak, da naredimo korak nazaj s tem, da se vrnemo res v domove in delamo prostore, ki so ne samo tisti,
kjer se sprostiš in si Dobro rečeš, počutiš, ampak so tudi tisti, ki so zdravi in nam prinašajo v bistvu neko dodano vrednost. Predvsem s tem, da eliminiramo najprej vse tisto, kar škoduje. Enako kot pri prejšnjih stvarih. Ne? In se nadaljuje. No? Tako da zgodba je vedno ista, samo produkt je drugačen. Tako da, če od zunaj pogledamo, se zdi, koliko različnih stvari počneš. V resnici pa zelo povezan. V istem principu, samo v različnih področjih deluješ. Tako da, če gremo konkretno zdaj na spalnico. Zdaj gremo malo pa v spalnico. No, spalnica recimo je en tak prostor, kjer imamo res, tam bi se mogli tudi regenerirati. In telo se tam regenerira samo. Prva stvar bi bila sestaviti s HEPA filtrom, ker HEPA filter ustavi te prašne delce. V prašnih delcih se nabirajo večne kemikalije, ki jih je ogromno povsod okrog nas in se jim ne moremo braniti, zelo težko. V prašnih delcih se nabirajo tudi hlapne organske spojine, ki so v raznih dišavah in take stvari. Vse dišave stran z domov, recimo eterična olja, do neke mere spet je treba vedeti, katera. Ker recimo sivkin je lahko tudi hormonski motilec, pa imamo tudi take težave potem. Lahko en teden tole. Ne bom šla toliko detajle. Ampak je res strašljivo res je tega veliko. No? In recimo, če v spalnici pogledamo, mogoče res posteljnina je tista prva. No? Izogibati se vsem, kar je antibakterijsko. Ne? Kar pomeni antibakterijsko, pomeni, da je bilo tretirano s nekimi sredstvi. Če piše antibakterijsko, ne. Tudi proti, recimo pri oblačilih, vodoodporno. Je vedno tretirano. Vodoodporno, za dež. Ne rabimo pa jakne vodoodporne za vsak dan. Ne? Ali pa čevlje. In danes si kupujemo Gore-Tex ali pa neke čevlje že preventivno, ker je to fajn, da nam nov spustili. V resnici je to polno teh večnih kemikalij, ki prihajajo skozi kožo v nas. Ali pa skozi dihanje. Ne? In zato pravim, recimo, ne vem, zračenje, vedno rečem zračenje. Pa ta HEPA filter je res pomemben, ker če nimamo sesalca s HEPA filtrom, se zgodi, da pride prah nazaj. Ko ga posesamo, gre nazaj v zrak in je še slabš, ker smo ga še dvigali. Ne? Recimo, ne vem, posesamo tudi vzmetnice, operemo polštre. Ampak vzmetnice zdaj, ki si tudi omenila, kaj pa vzmetnice zdaj? Vzmetnice so tudi tretirane s temi sredstvi, tako da je tudi cena za netretirane je blazno draga. Dobijo se prevleker lahko, recimo, tako da mogoče se tukaj da čim bolj naravno, tukaj se lahko tudi volne poslužujemo, tudi vseh teh naravnih materialov. Vsi ti naravni materiali, pa ne, da so pol dodano antibakterijski in tako naprej. Tukaj so pol lahko spet težave. Recimo, ne vem, naslednjič, ko bomo belili stanovanje, ne uporabljamo akrilnih ometov, ampak mineralne ali pa glinene. Ne? In mineralni in glineni so široko. Mislim, gremo lahko apno, recimo gašeno apno je dostopno že stoletja. In ga lahko uporabimo, če ga še kdo zna. In včasih recimo to niti ni dražje. Ampak mi hodimo zdaj v te mega centre, tam verjetno ni teh stvari, ali so? Tudi so, se še dobi, oziroma so spet, bom tako rekla. Prihajajo nazaj, so ponudniki, ki te stvari imajo, po spletu se da veliko. Glineni ometi so zdaj, bom rekla, popularni, so malo dražji, ampak včasih niti tudi ne, ker recimo pri akrilnem ometu rabiš 4 roke, se reče, moraš 4-krat barvati, pa moraš 4-krat nekoga plačati, da to naredi, ali pa sam pač 4-krat to narediš. Pri teh recimo mineralnih pa sam 2, in je lahko že tukaj recimo prihranek. Tukaj se jaz malo zdaj obračam na malo bolj korenite spremembe, bom rekla, na občinskih ravneh in takih stvareh, ker se recimo javni objekti lahko na zelo enostaven način naredijo bolj zdravi. In mineralni omet ali pa glineni omet ne samo, da ni toksičen, še lahko izboljša klimo tudi, samo po sebi. Sploh kakšni vrtci, bolnice, šole. S tem recimo se da veliko. Ne vem, doma recimo, če nadaljujemo, vinil je bil blazno popularen, še vedno je. Vinil je en največjih škodljivcev v domu. Tako
Tako da naslednjič, če menjate tla, ne vinil. Tako popularen je Linolej, ki smo ga imeli včasih, vsi v kuhnah. Linolej recimo je netoksična. Je celo netoksična. Netoksična opcija. Tako. Vinil Spet mora biti toksičen. vinil pa toksičen. In po lastnostih sta si zelo podobna, tudi po ceni sta res ni take razlike, da bi recimo za neko stanovanje 70 kvadratov rekel, to pa ne bom. Ne? Ker ima noter toliko enih teh večnih kemikalij, te PFS-i so noter. In vinil recimo čistili kasneje, pa ko posije sonce in vsakič in čez celo svoje življenje, ne sam recimo, zanimivo je, da ne sam, ne vem, 6 mesecev, ko smrdim ali pa, ne, čez celo življenje to spušča, ne. Tako recimo, ne vem, tudi iverke so imele formaldehid, enako je recimo formaldehid isto, ne. Tukaj je ugrajenih enih teh stvari. Zanimivost recimo, ki je mene pretresla in je bila tako wow, račun, ko ga vzamem v trgovini, ima noter ni BPA, ampak je ena druga od teh Forever Chemicals spet, ne, ki so v izdelkih prepovedane, tam pa ne. In mi primemo in imamo to na rokah in potem vzameš žemljo in jo poješ in ne, se ti to lepo nalaga in gre med papir, ki ne vejo, kako ločevati. Tako. Kar. Ako se umijamo roke, gre ta snov iz teh dermoračunov dol potem? Bolj dol, kakor če bi jo imela na rokah, pa ne umila. Tako. Nekaj se spere. Nekaj se absorbira že takoj, ampak se z milom in z vodo se spere. Milo pa topla voda, ne. Vprašam vinil, recimo, nekje sem ga ravno dala. Okej, mi je zelo žal, vem. Ne, pač nekaj časa tako, verjetno, pa ni direktnega sonca, to je v redu, okay. Ampak a se da recimo, da se samo z vodo pomije, ali pa, mislim, karkoli, da bi lahko preprečila večjo intenzivnost sproščanja teh večnih toksinov, no? Ful se sejte, ker ti vse te stvari, te večne kemikalije se zelo rade vežejo na prah in s tem pridejo v stik. Če imate otroke, jim dajte, ne vem, nek naravn tepih ali pa nekaj, da ne pridejo, da se ne dotikajo, no. Dotik je tle bolj, dotik pa pol v pljuča lahko prihaja, no. To so recimo stvari, ki so mene zelo pretresle. No. In pol gledamo, koliko je teh obolenj, ne, tudi pljučnih, pa astm, pa alergij, pa marsikdaj ne vemo od kje. Avtoimunsko, ne, vse avtoimunsko. In to se vse nalaga, ne, in recimo večne kemikalije povzročajo tudi raka, ne, ker ti enostavno delajo spremembo v telesu, nikoli ne grejo ven, ker zato so večne, ne, in je to res nekaj tazga, kar te pretrese, ne. Zdaj bo šle pa še nekaj, kar nas bo pretreslo v kuhno, ne? Ja, v kuhni so pa, v kuhni je pa bil en blazno dober film, ki ga zelo priporočam in sicer se mu reče, zdaj ne bom spomnila imena, Deep Waters je po angleško, se pravi globoke vode, ki je bil zelo dober film o teflonu in škodljivosti teflona, no, pa kako so eno mesto, kjer so delali te 3M tovarna, je spuščala v okolje te Forever Chemicals spet, ne, in so potem je en odvetnik dosegel, da so to prepovedali, ampak prepovedali so samo to kemikalijo in vse tiste, če se zdaj vrnemo v kuhno, ne, vse tiste ponve, ki imajo premaze proti sprijemanju, jih ne kupiti naslednjič. Verjamem, da jih danes note vrgli stran. Saj to so koraki, recimo, se počas, ne, da se, to je tudi mogoče dobra tema za malo kasneje, no, kako sploh se tega lotiti. Pa če zdaj nadaljujem, to je recimo vse, kar je tega, da se ne sprijema, recimo pekači tudi, ne, pekače imamo vsi take, najmanj recimo od pekačev, pa da je najbolj prijazen še silikon, temu bi še zaupala, ne. Pa še to recimo, spet kje je kupljen, spet, ne, s kje prihaja. Peki papir je tudi težava, velika težava lahko, s tem, da če ga že uporabljate, rjavega, ne belega. Vsaj toliko, recimo, ne, tako, če že je
Ne. Tudi jaz nisem vsega eliminirala iz svojega življenja, ne, ampak imaš pa neko zavest in veš. Ne, in se mi zdi tudi čisto drugače, če veš, da nekaj ti škoduje in imaš, a bom, ali je nujno, ne, ali mogoče ne. Mogoče pa rajš ne. Ne. Pa še to, mislim, eno so posode, drugo so kuhalnice, kaj vse? Vse, kar je... Tukaj recimo bi se plastika izognila, ne, se pravi lesene kuhalnice, tudi kovinske so, ne, če so te inox je v redu, ne. Posode tudi litoželezne so zelo fajn. Vse, kot je nekoč bilo. Emajl recimo je bil tudi nekoč, res je, Emajl je lahko tudi nevaren. Kuhna moje babice. Emajl recimo je lahko tudi nevaren, ker je lahko spet, tam pa težke kovine lahko prehajajo, sploh če je kaj odkrušen, takrat je lahko težava, no. Ampak recimo ponve, ki so narejene iz inoxa, so danes že dostopne cenovno in včasih so non-stick veliko dražje, pa misliš, da si fajn kupil in je taka lahko boljša. No, tako. In tudi čist fizikalni sem testirala in deluje, če spečeš jajčko ali pa ribo, ne, ko jo pečeš, se ne prime, če jo prej pogreješ, ker tako ponev lahko greješ na veliko, potem daš olje noter in potem jajček spečeš in se ti takole zavrti. Tako da je pa čist fizikalni proces. Na YouTubeu je en lušten video, tako da si lahko pogledate. No, super, bomo še te povezave res pobrali, pa objave. Zdaj sva bili v kopalnici, v spalnici, v kuhinji, zdaj pa to, kar si rekla, eliminacija stvari, ker zdaj, da bomo še od tega anksiozni, to ni naš cilj. To je toksično. To je toksično, bomo zboleli takoj, ker bomo ven stopili. Ampak kako, eno je, da vzavestno, potem pa kako postopno se tega recimo lotiti. A je lahko, zdaj bom tudi neposredno vprašala recimo nekoga, kot si ti, človek povabi in reče, bi šel na to spremembo, ali lahko skupaj naredimo nek plan, ali kako se sploh polotiti? Mi pripravljamo v bistvu eno tako malo širšo zgodbo celega netoksičnega huba, kjer bi te informacije bile na voljo, no? Ker se mi zdi res narobe, da to ni splošno javno znano in da ljudje sploh nimajo možnosti to, razen če so, ne vem, raziskovalci. Ali pa da imajo res neko afiniteto, ali pa da boh ne daj bolezen neko zaradi. Se mi zdi pa škoda, da se teh stvari ne ve, ker recimo, ne vem, ko zbiraš ponov, če veš, da ti ena škoduje, boš rajš, ne, in je to samo zavedanje. In enako je recimo pri ometih, enako je pri plastičnih posodah v kuhinji, boš pač kupil stekleno v skrinjo, ki glih tako se da. Ali pa ne boš uporabil sladoleda, ki smo vedno planico, pa smo dali filano papriko. Bo zdaj pač steklena. S temi stvarmi recimo se lahko začne. In vsaka taka, ali pa ne vem, mogoče ne boš vsak račun vzel v trgovini, zdaj, ko boste vedeli, sigurno ga note. To so recimo tiste majhne spremembe in jaz vedno vsakem rečem, 1%, če spremeniš, si naredil ful za svoje zdravje in za zdravje svoje družine. In to se mi zdi, da je res ključno. No? Tako, če lahko, zakaj ne? Pravi, tiste stvari, tako kot se reke, račune lahko opuščamo, ne vzamemo, ali pa nekaj, ko nadomeščamo v tisti fazi, da prav nadomestimo plastično posodo za stekleno, ali pa posteljnino z, ne vem, bambusovo in tako naprej. Ampak to, kar si omenila, zdaj pripravljate kaj bo to, nek prostor, living lab, ali kako se bo temu reklo? Jaz sem v bistvu videla, po celi tej zgodbi sem videla eno veliko potrebo po tem, da se naredi nek center, kjer so te informacije na voljo. In na voljo strokovni javnosti z akademskimi povezavami in z vsem tem strokovnim znanjem, ki se ga lahko tam deli. Ker recimo kot arhitektka vem, kako kolegi tega pač ne morejo vedeti, ker grejo iz projekta v projekt in enostavno ponavadi zbereš tudi tistega, ki ti pride na vrata. Ali pa si že vajen z nekom delati. Tako, že poznaš materiale in vse te stvari. In včasih so res te stvari samo klik zaradi znanja se ne zgodijo, ne zaradi tega, ker bi bilo dražje ali pa mogoče drugače za inštalirati ali karkoli. Naprimer linolej, pa vinil je taka primer. Ali pa omet, kot si omenila. Ali pa ometi, recimo. Ne? In
to bo nek tak center, kjer bo arhitektom, gradbenikom v smislu prostora na voljo te informacije, hkrati tudi navadnim smrtnikom, ki bo lahko vsak stopil noter, s knjižnico materialov, s primeri dobre prakse in tudi z naborom nekih stvari, ki so preverjene, ki jih je že nekdo preveril. No. In tudi recimo z blagovnimi znamkami, če se zdaj vrnem malo nazaj, smo mi v bistvu želeli, mi nismo nikoli komunicirali, koliko smo fajn pa tako, ampak bolj na tem, da je res preverjeno in smo si želeli vzpostaviti blagovno znamko, za katero bojo ljudje vedeli, da je že nekdo naredil delo namesto njega. In je preverjeno in v tem sigurno ni nič. In tisto, ko je stopil v našo trgovino, ki smo imeli tam malo nižji, je vedel, da če bo kupil nabi izdelek, mu tega ni treba preverjati. To se mi zdi, da je res pomembno v današnjem času vsega, kjer je vse preveč, poiskati te informacije, kaj je res tisto, kar je ključno, pa to ponuditi. No, tako. In ta center bo kje? V središču Zasavja. Še nabiramo. Ampak v Zasavju? V središču Zasavja, prenovili bomo Star hlev, ki je tudi pomensko zanimivo in ima veliko sporočil. Na netoksičen način, seveda bomo že naredili primer dobre prakse in tam mogoče, mislim, Zasavje zato, ker jaz prihajam iz Trbovelj, ker se to tudi sliši. Kar je lepo. Se opravičujem, to če prav koga lepo. moti. Ampak tudi zato, ker je bil to dolga leta res industrijsko zelo obremenjen kraj in zelo onesnažen kraj. In jaz recimo se še spomnim iz otroštva, kako smo po radiju slišali, da ne smemo ven, ker je preveč onesnažen zrak in pač smo bili doma. Vseeno smo šli ven, ne? In je bilo pač kar je bilo. Tako. In še danes, recimo, no to je pa tudi zanimiv podatek, ko sem se pogovarjala z gospo Mileno Horvat, ki je pri nas predstojnica oddelka na inštitutu Jožef Štefan in se s tem ukvarja in oni delajo res blazne raziskave na tem področju, je povedala, da je Zasavje še vedno obremenjeno in še vedno 10-krat več raka in takih stvari. In zato smo se odločili, da bo pilotni projekt in tam bo v bistvu nek center, kjer bojo delavnice na te teme, povezovanje vseh deležnikov iz vseh in akademske sfere in sektoralno tudi v kulturo recimo se da to tudi vnašati, ker je to aplikativno na čisto vsak projekt. In se nam zdi to ena taka možna. Razmišljam, se pravi zdaj po tem našem dogodku bomo mi lahko skomunicirali te spletne vse naslove in to nam boš pomagala, ampak je pa to tudi za točko, kjer smo danes, ne? Misija 100 nekaj, kar bi lahko bilo vsaj za te osnovne informacije dostopno. No, mi planiramo v okviru tega huba potem tudi razne mobilno verzijo huba, se pravi, mi bomo lahko to peljali nekam. Hkrati pa tudi take, recimo, tak prostor, kot je ta, oprem z nekimi informacijami, ki so javno dostopne vsem, ker je to pomembno, ker če tukaj lahko nekdo stopi noter. V Trbovljah, recimo, zdaj se dela en blazno lep projekt, bom tudi vljudno vabljeni v juniju že mogoče, kjer smo na ta način, na netoksičen način se bo prenavljal en del, ki bo priključen knjižnici. Tam bo tudi mala knjižnica materialov, ki bojo netoksični in tudi delovanje tega je zelo na ta način. Tako da jaz bi res odprla zdaj kar za vprašanja, ne? Ker so že padala vmes, ampak se mi zdi, da so toliko različna področja in vsebine. Lami. Drag. No, pa še pol, ko neha smrdeti, je še vedno toksičen, tako da bi se ga probala izogniti, če bi le šlo. Različne so, pač različne tudi cenovno so različni, ne. Pojavljajo se že tudi ogromno je enih informacij, da ni škodljivo, pa vseeno je, ker ne uporabljajo ene od sestavin,
To so klasični greenwashingi, nekaj misliš, da si kupil fajn, pa v Pa resnici še vedno nisi. nisi. Ja. Tega je ogromno tudi v tej gradbenem sektorju. No? Tako da jaz bi bila zelo previdna pri tem, pa se provala v enem stavku, recimo, če se navežem mogoče na te gradbene materiale, vse, kar je narejeno iz petrokemikalij, ne. Če tako lahko poenostavimo, ampak to je zelo težko poenostaviti, ker marsikdaj niti ne vemo. Parket, laminat, pluta je super, pluto je treba spet pasti, kakšni so premazi, ampak verjamem, pluta je krasen material. Ja. Tudi parket zgubi barvo, ne. Ja. Aha. Ni, pa izgleda. Ja. No, če bi konkretno tukaj bi rekla res tale linolej, pluta je tudi ena od teh les, klasičen, vse, kar je lesano. S tem, da spet je oljen. Ja, ampak to so radikalne spremembe, ne? In to so spremembe, recimo, Ki jih ste ne delamo, rekla, čez noč, ne. ki jih ne delamo enkrat v življenju, jih delamo, ali pa mogoče dvakrat, ne? In zdaj, čisto zavisi na osebnosti, ali boš tako spremembo naredil ali ne. Ogromno sprememb, recimo v kuhinji, v kopalnici lahko naredimo, v spalnici, ne? Pa imamo še vedno po tleh laminat, ne? Pa si damo tam, kjer bomo pa bosi hodili, pa en naraven tepih, ali pa mogoče rešujemo na ta način. Radikalno ni dobro, no. Je vedno fajn ene take male. Ampak zdaj si tepihe tudi omenila, ne? Tepihi so spet po eni strani problematični, vse pršice, vse, ampak kaj pa pri teh talnih oblogah, če jim tako rečemo, tepihih, kaj pa to zbrati? Od materialov? Vse tisto, kar je tkano, tako da nima nekih protidrsnih, ne. Spet takih stvari. Vse spet kot je bilo, super je, če ne je to, kar je pralno, zdaj. ja. Super je, če je pralno. Perzijski, ne. Ne hecam se, ampak je spet vir, lahko spet vir prahu, tako da je, ne. Ko greš enkrat v to, da bi naredil netoksično, je to utopija, no. Tudi Non-Tox Hub je v resnici utopija, ampak je pa približek temu, pa res je lahko nekaj, kar nam res lahko da, ne. Recimo tam, kjer lahko nekaj naredi, so tudi čistila. Ogromno. Nismo šli še na kopalnico, ja. Pač bolj bomo imeli čisto okolje, v katerem živijo, ampak v resnici, če niso to čistila, ki niso toksična, naravna, pol si samo v zrak, pa vse površine, ki še dodatno obremenil s kemikalijami. Ja, res je. Čistila recimo so. Ampak zdaj pri čistilih, imamo spet, ko gremo na police, vse je neki eko, bio, ne vem kaj vse, ne? Ne, eko ni. Ne, eko sploh ni. Mislim, jaz sem tudi recimo pri kozmetiki. Ni teh oznak, je to drugače. Recimo ta nano. Ni eko. Ja. Vse zato me zanima, edina so odori. Ja, odori je edin, ja. Ampak pri čistilih nimaš tako znak kot pri kozmetiki, eko-certifikate, pa to, ker to sodi v drugo kategorijo kot kozmetika. Ja. Ampak kako sploh zbrati? Mislim, najboljše sploh tisto, kar imamo itak doma, kakor verjetno sodo, bikarbono. Soda recimo, ampak ne v kombinaciji, ne. Recimo zanimivo je, ko ljudje uporabljajo kis pa sodo, ne, pa se fajn naredi reakcija, pa je nevtralno, ne. Kemijska reakcija pride in pač se zneutralizira. Pač gledaš nekaj, kar kupiš na policiji, pač jaz sem delala pred parimi leti z raziskavo in je bila samo odori od vseh teh slovenskih, ki se tudi zelo oglašujejo. Ni bilo to res. Se strinjam. Kaj pa ti froš, pa vse ti froš baby? Vse, kar je, ne. Tudi baby, ne. Tudi baby, ne. Na pomoč. Za čistila, vem. Vem. Za cune, za otroke, bom dala več, zaradi tega, da ne bom in tisto, kar najdeš, pa tismo ustrajaš in ne iščeš več, tako, ker nimaš časa.
No, in to so recimo informacije, ki jih ni, ne? En skupek tega Ampak to se mi manjka. zdi ravno to, ne, v veri, da se je naredil dobro in si kupil neko znamko, ki je deklarirana in oglaševana, kot ta pa je, ne, vse super z njo. Ker zeleno v resnici s tem kemikalijami ni Neposredno, sigurno ne, medtem ko pri kozmetiki je ekocertifikat kar dosti zagotavlja, Da ni, da so čisto naravne, ekocertifikat zagotavlja, da so sestavine eko izvora. Ne pomeni pa, da so preverjene, da ni not hormonskih motilcev in teh stvari. To pa je še vedno. Običajno pa gledam, ali pa jaz recimo gledam tudi mikroplastiko velikrat, pač te, ki imajo ekocertifikat, pa sploh, če so pa naravna, ne? So. So okej, kar se kozmetike tiče. Zdaj je bila tudi pred kratkim raziskava Zveze potrošnikov Slovenije za spodnje perilo. Tudi ogromno, Vsi več kot 5%, se pravi, mešanic vlaken, se pravi, da je poliester ali pa karkoli, so obremenjeni s kemikalijami, tako da vse, kar je tretirano, vse, kar je tretirano ali pa mešano, ne. Zato recimo posteljnina, če se namačka, ni dobro. Mora se mačkati. Žal, če je zdrava, ne. Zdaj pa je na vas, da to zberete. Ampak meni se zdi meni je bilo to šokantno, recimo v kozmetiki, da je to na meni, da moram vedeti, da ni na proizvajalcu to, da mora povedati. To mi je bilo grozna stvar. Jaz mislim, da bi bila ta odgovornost zakonodaje, da se to pravzaprav prepove in potekajo pogovori, tako da trenutno je pač odprta peticija, kjer lahko podpišemo za vseh kemikalij. To pa je res. Fajn bi bilo, če bi se oglasili, ker bo to mogoče en znak, da si to želimo, ampak načeloma se to verjetno še nekaj časa ne bo. Tudi industrija je taka ozadje, da ne. Ampak to, kar ste rekli, ne, pri tekstilu od perila, ne, ker imamo vse obdelano v glavnem, ne, potem, ne vem, imaš džins, ne, in gledaš, zakaj imaš avto, mislim, sedeš v avto, kar naenkrat moder, ne. In to, mislim, čez kožo prehaja to hitreje, kadar se potimo. Posteljnina pa športna oblačila sploh ne bi smela biti poliesterska. Pa pižame, ne. Pižame. Pižame recimo pa se reklamirajo kot iz reciklirane plastike. Iz reciklirane plastike pižama, ne, jo lahko kupiš. Pajkice bombažnika ima samo 5% tega. Tako, Vlaken je v redu. Svila je pa v redu tudi. Pižame, samodne perilo. Svila je, samo je spet lahko tretirana in se ne ve. Zaradi tega, ker nikomur ni treba dati nobenega certifikata o transparentnosti. To je vse skrito v zadnji. Tudi recimo kozmetike, ekokozmetika ima lahko pod deklaracijo parfum skrito ful enih stvari, pa jih ne vemo. Pa je še vedno lahko škodljiva, pa mogoče ni ne vem, direkten nek vpliv, ampak ima posredni vpliv, ne? Ali pa je vpliv na hormone, ne? Tukaj so res in skupek vsega tega in pa nas, ne vem, bolijo nas glava in ne vemo odkaj, pa smo utrujeni, pa te, ne? In to je vse skupek vsega tega. In zdaj to ne moramo panično zdaj, ne, eliminirati, ampak samo da že zavedanje, da je lahko nekaj, kar nas mogoče pa nekaj v okolju tazga, ne? Kaj lahko spremeni. In spremenimo lahko to, da odpremo na stežaj, da posesamo s pravim sesalcem, ne? To je recimo že prva taka stvar, ki lahko vsak dan naredimo. Ne vem, naslednjič, ko bomo kupovali ponve, bomo kupili druge, ko bomo mogli vodni kamen, bomo pač kupili 10 litrov kisa, pa bomo vodni kamen raztopili kemijsko, ne? Ko bo treba pa podrgniti, bomo kupili pa v Dori čistilo, pa ga dali na krpo. Kakšno krpo? Ja, kakšno. Ja, lupo, na primer. Pa tudi ne bomo sprejali, ne? Ker spreji, recimo vsi spreji ali pa vse te dišave svečke, take stvari, to je tudi ena taka. Vse te naše ljube dišeče sveče. Tako. Tudi obstajajo, naravna sveča, brez. Ampak je spet gorenje in spet ni v redu. Čeprav so ti, ki jih tudi sam lahko narediš, kaj so ta znamka, oni so prav delali raziskavo, da govorijo, da niso toksične.
Ampak sicer pa Da nimajo tistih sestavin. Ja. Ja. ob teh svečah, ki jih imamo nekateri zelo radi doma, to si škodo delamo. Ja, fino je, če so naravne. No, pa recimo, če lahko znamke omenjam, Nelipot, ima čisto Ja. naravno iz naravnih dišav. To ne poznam, nisem šla gledati. Tako, ja. Tako da to pa lahko, da ne bomo čist brez svečk ostali. Mislim, zelo enostavno lahko tudi z eteričnim oljem, ne? Kapljica eteričnega olja ampak tako ogromno ti naredi. plamenčki Ne? lepo, Ja. da gorijo. Ali ne? To balansa, ne. Pač nekaj umakneš. Tako, ja, no se to je pa... to, kako se Pa recimo, ne vem, pri kuhanju, zdaj sem se spomnila, ko smo imamo gorenje, ne, kadar kuhamo s plinom, pržgimo napo. To je tudi vir, recimo, ne, ker se ga sploh ne zavedamo. Aha, ker plin? Ko gori, Ja? je spet ni v redu. Ne, in pržgeš napo in si enostavno to rešil. Ne. Kaj pa te vse indukcije in to? To je okej, to ni. To ni. Ampak spet, recimo, če imamo te in pol imamo sprejemajoče ponve, posode, jih ne smemo pregrevati. Ne. Tako, recimo, če imamo plastično posodo, še zmeraj uporabljamo v Za kuhinji, zmrzniti. ne jo dati v stroj. Ne. Recimo. Ali pa ne dati not kislih stvari. Ne. Če že, tako, recimo, to so take male stvari, ali pa nekaj iz paradižnika. Ne. Zakaj se posoda umaže s paradižnikom? Ja, tudi gre v paradižnik to, ne, tista posoda. Pol, tako. To je zelo tako, to so radikalne stvari, ki jih zdaj mečem ven, zato, ampak je ker so to ene take... dobro In vedeti. če si 3 recimo od tega zapomniš, pa mogoče malo znižaš, pa si naredil nekaj. Ja. No, tako. Vse mogoče zdaj, da tako vajo, enostavno 5 stvari, recimo, da jih damo. Zdaj, tole zračenje sem si uspela zapomniti, sesalec z kakšnim filtrom, HEPA filtrom. Potem posode plastične najprej zamenjamo s steklenimi, recimo. No? Ta prvo, ker to pa lahko, ne, ker imamo vsi sigurno še lesene poskalnice doma, so boljše, pa deske. Pa deske lesene To in recimo. to. Čistila, in jih čistila, ne špricamo, ampak na krpo špricamo, vsaj, na krpo če že. in naravna Tako. in tako. Okay, to, recimo, da tole. Ja. Zdaj lahko še vsak kaj. Pa jaz bi rekla milo za roke, no, milo za No, roke. dajmo pa to še. Pri milu, res. kako bomo pa milo zbrali? SLS, SLS je prva stvar. Dobro. Tako, če bo to vodilo, je že dost. Ne? Nika se bo najbolj strinjala. Recimo, ne vem, pri kozmetiki bom dala kasneje pol na link, no, da si boste lahko pogledali tistih pač 10 nekih res osnovnih stvari, ki škodujejo. Milo je ena taka stvar. Čim manj, recimo tudi pri kozmetiki, ne, velikokrat, ko ga srečam, pa pravim, pa je gospa lepa, ne, pa pravim, vi pa niste veliko kozmetike uporabljala, pa pravim, kako pa veste? Ja, lepo kožo imate, ne, in včasih je manj več spet. Več, zaradi tega, ker je toliko enih snovi noter, ki, ne vem, recimo eni zelo, pa ne bom zdaj omenjala blagovne znamke. Kakšni zelo dragi? Zelo draga, lekarniška, ki je namenjena za proti atopičnem dermatitisu, ima noter sestavino, ki povzroča atopični dermatitis. Da lahko skozi kupujemo Ja, to kremo, ne? in potem greš k dermatologu in ti priporoči tako kremo. To so vse začarani krogi, v katerih se vrtimo in greš v lekarno v dobri veri kupiti, da boš svojemu otroku, ki ima nekaj atopični dobrega dermatitis, naredil nekaj dobrega. To so recimo ene take stvari. No, zdaj pa, da bomo zaokrožili pozitivno. A ne? Mislim, da smo dobili kar nekaj vpogledov, a ne, v to, kaj in kako. Dobili bomo še povezave, a ne, kje se orientirati. In zdaj, ker smo začeli z arhitekturo, a ne, in ker je to tvoj domicil, mogoče za konc pa še en ta vpogled, a ne, ko se pa lotevamo recimo prenove kar objektov, če rečemo malo večje, a ne. Ker ena manija je ta, ne, da moramo vse na novo tudi zgraditi, ne, imamo toliko praznih hiš po Sloveniji, pa jih pustimo, pa gradimo druge nove. Ne. Mogoče še tle en tak lahko vizionarski vpogled v to, ker poznaš, kaj je nek kapital Slovenije na tem področju tudi in koliko nam manjka stanovanjskih dostopnih površin, a ne, predvsem za mlade tudi. Kaj pa tukaj vidiš, da bi lahko z vsemi temi principi naredili, da bi tudi vsi skupaj bolj živeli, bolj
bolj kakovostno, bolj zdravo, ti imaš 4 stvari, kakovostno, zdravo, Beautiful, sustainable, inclusive, Inclusive, pa non-toxic pa zraven. non-toxic, No, to je evo, lepo. To, beautiful, sustainable, inclusive so glavna načela New European Bauhausa, katerega sem tudi članica kot pridružen prijatelji, se nam reče, in tudi New European Bauhaus Advisor. To je, bom rekla, evropsko zelo spodbujen. Sem zelo vesela, da je to tako spodbujeno, ampak če se vrnem, recimo, to je naša zdrava pamet, ki smo jo včasih poznali. In to je, včasih je bilo lepo, je bilo vključeno, pa nič ni škodovalo nikomur. Ne? In se mi zdi ta korak nazaj, spet. ki ga zdaj je treba zelo poudarjati, zelo fajn. Netoksičnost oziroma z lažjo besedo, da ne gremo na buzzword, bolj zdravi, upoštevajoč bolj zdrava okolja, je pa v bistvu tisto, kar da še tisto piko na i, ker tako kot ni eko vedno zdravo, tudi ni sustainable vedno zdravo. Ne? In ta trajnostnost, ki jo imamo, ne? V Sloveniji je že ta problem, ker imamo besedo trajnost, pa trajnostnost. In smo že tukaj zmedeni. Že ne vemo, ne? Ker nekaj, kar je trajno, ni nujno trajnostno. Ne? Ampak na ta način. In se mi zdi, da v Sloveniji, če se lotimo tega problema, no, imamo res ogromno enih površin, ki se jih da izkoristiti, in kmetijskih objektov, starih objektov in starih stanovanjskih objektov, ki se jih da prenavljati na ta način. In vsak projekt, in turističnih, na primer, ne. Recimo hoteli so res ena taka, vsi se tega poslužujemo, rastejo vedno znova in znova, vedno več jih je in se o tem zelo malo govori. Imamo neki cvetk v Sloveniji tudi, tako da je... Ampak prav ta razpršeni turizem bi bil lahko en model, a ne, z več temi obnovami, prenovami. Absolutno pa, da vsak sam doma poskus svoje okolje najprej na ta način. Tako da začnemo doma s tem, da eliminiramo po tvoji formuli. Najprej česa ne potrebujemo, to je lahko tudi zelo pred velikonočno pomladno čiščenje. Na ta prav način, da damo stvari stran, da očistimo tako, da ne škodujemo in potem tudi, da kupujemo zato, da zamenjamo, ne pa da kopičimo. Tako je. Tudi vsaka stvar, ki jo imamo preveč, ne, je preveč potem praha in vseh teh stvari. Ki se nabirajo. Jaz mislim, da bomo zdaj še neformalno nadaljevali. En velik hvala in en aplavz za vse, ki ste bili z nami. Tako da srčno upam, da pride vse to tudi v prestolnico in da bomo tudi na tej točki imeli še priložnost spoznavati in se učiti. Tako da zdaj vas vabim na neformalno druženje tamle še ob prigrizku. Naslednjič bo pa z nami Gorazd Čat, ki pa je človek, ki se ukvarja z turizmom, z dogodki, z organizacijo vsega na trajnosten način in zeleni. Zato, ker se bliža poletje in se bomo pa z njim pogovarjali tudi o tem, kako tudi, če smo v Ljubljani ali pa v svojem kraju, lahko soustvarjamo neka doživetja na takšen način, na kaj smo lahko pri tem pozorni. In tako, da bo malo bolj taka počitniško in dogodkovno, doživljajsko obarvana tema in vabljeni že zdaj. Tako da hvala lepa in gremo se podružiti. Hvala.